Spoštovani gospod župan Aloj Sok, spoštovani vsi funkcionarji Nove Slovenije, spoštovani predsedniški kandidat dr. Milan Zver, spoštovane članice, člani, simpatizerji, dragi gostje, vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela in zadovoljna, ko vidim, da je tukaj med nami spet pozitivna energija. Lansko leto na našem taborju ob gradu Snežnik smo si dajali poguma, samozavesti, neke trdnosti, povezanosti, odločenosti, čeprav nekoliko v dvomih, ampak vse to smo potrebovali zato, da smo lahko nadaljevali našo skupno pot. Zato tudi še enkrat hvala županu občine Loška dolina, ki je danes predal zastavo županu Ormoža za vso pomoč, ki ste jo lansko leto nudili Novi Sloveniji. Tudi to je pripomoglo k uspehu Nove Slovenije. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi občinskemu odboru Ribnica, torej občinskemu odboru Nove Slovenije Ribnica, kjer smo imeli lansko leto v jeseni kongres. Mislim, da je bil tisti kongres izredno pomemben za naš volilni rezultat. Tudi tam smo dobili motivacijo za delo, dobili smo material, dobili smo naša gesla, to, kar želimo predstaviti na volitvah, in dobili smo moč in pogum. Zato tudi vsem tistim, ki ste lansko leto prispevali k uspehu kongresa, iskrena hvala. In ker smo lansko leto tako dobro opravili ti dve nalogi in še marsikaj drugega vmes, se lahko danes tukaj spet veselimo in praznujemo. Zato res praznujmo danes. V zadnjih 3 letih je bilo v Novi Sloveniji najpogosteje postavljeno vprašanje, ali nam bo uspelo, ali bo Nova Slovenija kot prva politična stranka uspela vrniti se v Državni zbor. Od decembra lanskega leta naprej lahko ponosno rečemo, da uspelo nam je. Dosegli smo zgodovinsko zmago. Nova Slovenija je prva stranka, ki se je vrnila, in to prav z vami, z našimi skupnimi napori in delom, pa še Bog je poslal svoj blagoslov in mnogi so tudi za nas molili. Hvala vsem. Hvala vsem, ki ste za to garali, verjeli v našo vrnitev, upali in na koncu smo tudi zmagali. Zadovoljstvo ob vrnitvi v parlament pa nam ni dopuščalo počitka. Začeli so se postopki za sestavo vlade. Nova Slovenija je ves čas igrala odprto in pošteno igro, ter v skladu z našimi obljubami volivcem. Rekli smo ne, ko je vlado poskušal sestaviti zmagovalec volitev, ker se naše predstave o vladanju in vrednotah bistveno razlikujejo. Ob nastajanju večinske desno-sredinske vlade je imela Nova Slovenija pomembno vlogo. Vztrajali smo na stališču, da mora po neuspelem poskusu zmagovalca in napačnem štetju priložnost za sestavo vlade dobiti druga stranka, saj je to običajna praksa parlamentarne demokracije povsod po svetu. Imeli smo prav. Kljub ovinkarjenjem nekaterih voditeljev in predsednika se je to tudi zgodilo, saj je bila to tudi edina možnost za izhod iz politične krize. Ob nastajanju nove desno-sredinske koalicije
je Nova Slovenija spet odigrala pomembno vlogo. Medtem, ko so uhajale informacije iz različnih kanalov dogovarjajočih se strani, je bila Novi Sloveniji zaupana vloga gostitelja, prostori Nove Slovenije pa kraj, kjer je nastajala sedanja koalicija. V koalicijsko pogodbo so bila zapisana tudi programska izhodišča Nove Slovenije, ki se je tako pokazala kot resen in zaupanja vreden sogovornik. Sklenitvijo koalicijske pogodbe in s potrditvijo nove vlade v državnem zboru je Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka, postala ne samo parlamentarna, pač pa tudi vladna stranka. Več, kot smo upali, več, kot smo si predstavljali. Z novo vlado pa se je v Slovenijo vrnilo tudi upanje, da zmoremo državo ponovno postaviti na noge in zaustaviti padanje Slovenije po vseh lestvicah proti negativnemu polu. Samo resno delo, zaupanje in odgovornost vseh bo Slovenijo vrnilo znova med zmagovalce, med tiste države, ki želijo biti demokratične, napredne in prijazne do svojih državljanov. Nova Slovenija je znotraj koalicije sprejela državotvorno obrambno ministrstvo z ministrom Hojsom in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ima pomembno vlogo pri povezovanju celotnega narodovega telesa in ohranjanju slovenske identitete, jezika in kulture v zamejstvu in po svetu. Vedno bolj pa se tudi kažejo možnosti pospešenega sodelovanja na gospodarskem in znanstvenem področju ter na področju povezovanja mladih generacij z obeh strani vseh 4 državnih meja. Vlada je takoj začela z intenzivnim delom. Vrča ni mogoče napolniti z vodo, niti z vinom, če najprej ne zamašimo luknje. Zato smo z rebalansom proračuna in zakonom za uravnoteženje javnih financ morali proračunsko luknjo vsaj zmanjšati, če je ne že popolnoma odpraviti. Skoraj 2 milijardni razkorak med prihodki in odlivi proračuna ni mogoče odpraviti kar čez noč. Ob grožnji, da se nam lahko zgodi grški scenarij, sedaj vidimo, da gre po tej poti tudi Španija, smo morali sprejeti vrsto ukrepov, ki sicer niso vedno prijetni, so pa nadvse nujni. Ob vsem zategovanju pasu pa smo v Novi Sloveniji lahko zadovoljni, da smo bili prvi zagovorniki družinske politike in smo bistveno pripomogli k temu, da so sredstva za varstvo otrok v vrtcu in pri porodniških dopustih niso tako drastično zmanjšala. Kajti prav spodbudna družinska politika v preteklih letih je pripomogla k izboljšanju slabe demografske slike. Zato ji moramo posvečati veliko pozornosti in naklonjenosti. Hvala Bogu, da je vlada poslušala, spoštovala, da smo se lahko za to tudi dogovorili. In to je bilo tudi pozitivno sprejeto. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je potrebno racionalizirati javno porabo in trošiti toliko, kot pridelamo, kot zmore državna blagajna. S pogajanji je bil dosežen sporazum s sindikati, kar v Sloveniji ni lahka naloga. Prevečkrat se dogaja, da gledamo na probleme preko svojega žepa in premalo preko zmožnosti plačnikov in dolgoročnih ukrepov, ki bodo privedli do pravih ciljev. Cilj Nove Slovenije je pravična, pravna, napredna in socialna država,
v kateri se bomo vsi državljani počutili sprejete in kjer se bomo vsi počutili, da je to naša prava domovina, za katero smo se borili, za katero smo si prizadevali. Vsi se pa zavedamo, da samo varčevanje ni dovolj za izhod iz krize. Zato je vlada že predlagala nekaj spodbudnih ukrepov, ki jih je gospodarstvo že pozdravilo. Davčne olajšave za investicije, nova delovna mesta, za raziskave in razvoj, odprava nesmiselnih administrativnih ovir. Vlada bo julija v Državni zbor poslala paket ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti in za odpravo birokratskih nesmislov, ki onemogočajo hitro ukrepanje in otežujejo poslovanje gospodarstvo in tudi nam državljanom. Šele, ko bomo opravili svojo domačo nalogo, lahko pričakujemo tudi zanimanje tujih vlagateljev za naložbe v Sloveniji. Zakaj pa bi nekdo vložil svoj denar v podjetje v Sloveniji, če mora pri tem plačati veliko višje davke kot v drugih državah, če pogodbe v Sloveniji ne držijo, če mora nekaj let romati od Poncija do Pilata, preden lahko sploh začne nekaj graditi, če ne dobi plačila za opravljeno delo, če sodišča ne razsojajo v razumnem roku in še bi lahko naštevali. Zato bomo julija sprejeli obsežen paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva, v jeseni pa še naslednjega, ki bo prinesel bistvene novosti tudi glede trga dela in bolj prožne delovno-pravne zakonodaje. Sedanja se namreč kaže kot velika ovira za novo zaposlovanje. Mladim je treba zagotoviti delo, da bodo svoje sposobnosti, moči in talente uporabili, da si bodo lahko zagotovili denar za preživetje svoje družine, da bodo lahko pokazali, kaj so se v šoli naučili in da bodo na ta način koristni sebi in tudi državi. Nova Slovenija pa ne bo podprla spremembe ustave na področju referendumske zakonodaje. Zavedamo se, da je v Sloveniji možno z referendumi preprečiti nujne spremembe zakonodaje. Zato podpiramo zaostrovanje pogojev za razpis referenduma. Potrebno je zvišati število podpisov za razpis in da bi ga razpisali res takrat, ko se velik delež prebivalstva ne strinja z določenim zakonom. Nasprotujemo pa uvedbi kvoruma. Po sedanjem dogovoru parlamentarnih strank bi bil referendum veljaven, če bi se ga udeležilo 35% volivcev. V Novi Sloveniji temu nasprotujemo, saj s tem omalovažujemo vse tiste volivce, ki se redno udeležujemo volitev in referendumov. Potuho pa dajemo tistim, ki ostanejo doma in ne opravijo svoje državljanske dolžnosti. S kvorumom ne spodbujamo aktivnega državljanstva, zmagovala pa bo pasivnost. Stroški za referendum bodo enako veliki, rezultat pa ne bo veljaven. Zato še enkrat poudarjam, takšnemu kvorumu nasprotujemo. Tudi zapis v ustavo, da na referendumu ni mogoče odločati o človekovih pravicah, je vprašljiv. Varovanje človekovih pravic je že zapisano v ustavo in katere so te pravice. Poljudno sklicevanje na nedefinirane človekove pravice pa nam lahko znova navrže zakon v stilu družinskega zakonika,
pri katerem so se nekateri prav tako sklicevali na umetno umišljene in nedefinirane človekove pravice. Nova Slovenija bo še naprej delovala konstruktivno in povezovalno v vladi in parlamentu, saj se zavedamo svoje odgovornosti za državo. Ne bomo pa podprli tistih predlogov, ki sprožajo ideološki boj in nove delitve, ki jih nekateri napovedujejo. Strinjamo se s tem, da je naloga Levice gledati koaliciji pod prste. To je upravičeno, to je nujno, vendar menimo, da leva politika temelji na zavzemanju za socialne pravice, za enakopravnost, za poštenost in ne za ideološke delitve. Zato pričakujemo, da bo Levica delovala prav v tem smislu in da bo delovala tudi konstruktivno v dobrobit celotne države. Spoštovani zbrani, dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vašo pripadnost Novi Sloveniji. Zahvaljujem se vam za vaše delo in podporo stranki in vrednotam Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslanki Nove Slovenije ter njihovim sodelavcem, ki jasno in odločno zagovarjate naš program in naše vrednote v Državnem zboru in v Evropskem parlamentu. Bodite še naprej takšna družina, povezana, enotna, zavzeta za dobro nas vseh, kajti tudi vi ste pomembno ogledalo Nove Slovenije. Zahvaljujem se tudi vsem županom in svetnikom in podžupanom Nove Slovenije za vaše delo. Še posebej se zahvaljujem našemu gostitelju, ormoškemu županu Alojzu Soku, za vso pomoč pri organizaciji tabora. Vedno radi pridemo v občino, kjer imamo svojega župana, ker vemo, da ima tam Nova Slovenija veliko podporo in velik ugled, saj mora župan na volitvah zbrati več kot 50% podporo. Zato, župani, zelo ste pomembni, dobrodošli, dragoceni za Novo Slovenijo. Hvala tudi občinskemu odboru NSI Ormož, glavnemu tajništvu z glavnim tajnikom za opravljeno delo, prav tako vsem ostalim pomočnikom, gasilcem, napovedovalcu, vsem, ki ste pripravili program, vsem, ki ste se trudili na vseh področjih. Hvala tudi nogometašem, duhovniški ekipi PAX, ki že nekaj let sodeluje v nogometni tekmi z ekipo Nove Slovenije. Hvala tudi predsedniškemu kandidatu, dr. Milanu Zviru, ki ga bo Nova Slovenija z veseljem podprla na predsedniških volitvah in tudi v svojem govoru danes je dokazal, da z nami deli naše vrednote in da nas bo dostojno kot predsednik zastopal, ko ga bomo izvolili. Ko bomo izbirali našega predsednika, se spomnimo tudi malo zgodovine, da ne bomo prehitro pozabili, kaj so nekateri v preteklosti govorili in delali in bomo nasedli lepi podobi,
ki jo znajo nekateri zelo, zelo hitro ustvarjati in olepševati. Jaz verjamem, da naš kandidat to, kar govori, tudi dela in da bo dejansko predsednik vseh državljanov, zato se trudimo in ga podprimo, kjer je le možno. Hvala tudi vsem vam, ki smo se danes tukaj zbrali. Moram še v tisti kotiček malo pogledati, ker sem jih prezrla. In si želim, da bi še naprej tako držali skupaj, zavzeti za naše krščanske vrednote, jih tudi živeli v politiki, v vsakdanjem življenju in s tem delali Slovenijo boljšo, bolj pošteno, bolj odgovorno, bolj delavno. To so vrednote Nove Slovenije in takšno domovino želimo. Hvala vsem, da ste prišli in vabim vas, da še naprej skupaj gradimo Novo Slovenijo in pravično, pošteno in lepo našo domovino Slovenijo.